Spoštovane, spoštovani, prav lepo pozdravljeni na Slovenski matici. Na dogodku, s katerim nadaljujemo čudovito druženje z našimi Slovenci, ki živijo za mejo, čudovito druženje z založbo Mladika, to je še en dogodek, ki ga gostimo. In seveda čudovito druženje z današnjimi uglednimi imenitnimi gosti, ki jih bo predstavil podrobneje povezovalec današnjega dogodka, gospod Ivo Jevnikar. Vsekakor pa moramo vsi najprej izreči velik aplavz današnjemu gostu, avtorju, gospodu Dragošu. Gospod Dragoš Toka je zapisal v svoji knjigi zelo pomembne dogodke iz slovenske zgodovine. Ne samo zgodovine prava. Vse, kar je pravo, pomeni tudi pravico. Pravico človeka do bivanja, pravico naših zamejcev do svoje besede in pravzaprav vse to je zajeto v tej knjigi, ki izpričuje zgodovino poslanstva Društva pravnih v Trstu. Ugledni odvetnik, gospod Dragoš Toka, je današnji gost, je avtor te izjemne knjige Za pravico in skupnost. Pravico je vpisal tudi v sam naslov. In s tem svojimi prizadevanji skozi življenje za pravico je pomagal ohranjati pomembno skupnost v Trstu in Slovencev v zamejstvu. In dovolite, da mu v imenu Slovenske matice za to že vnaprej izrečem iskrena hvala. Lepo pozdravljeni vsi v dvorani in pa tisti, ki nam boste sledili po YouTubeu, s modernim sredstvom, ki nam omogoča tudi sodelovanje na daljavo. Najlepša hvala seveda Slovenski matici, ki nas je gostoljubno, tudi tokrat gostoljubno sprejela v to dvorano, v srce Slovenije in seveda urednici in tajnici, gospe Ignaciji, za tako lepe uvodne besede. Knjiga dr. Dragoša Toke Za pravico in skupnost poslanstvo Društva pravnih v Trstu, ki je šla letos pri založbi Mladika v Trstu, govori o družbeni vlogi primorskih odvetnikov nekako v zadnjem stoletju. To je 11. knjiga dolgoletnega odvetnika, rojenega leta 1937 na Kontovedu pri Trstu, deželnega svetovalca slovenske skupnosti 20 let, od 68 do 88, deželnega tajnika stranke Slovenska skupnost, pozneje predsednika ene izmed dveh naših krovnih organizacij, civilne družbe, torej sveta slovenskih organizacij, in to funkcijo pravil 10 let, od leta 2005 do 2015. Zahvaljujem se seveda obema sogovornikoma, ki bosta tukaj ob mizi predstavljala to knjigo. To sta zgodovinarka doktorica Mateja Jeraj iz Arhiva Republike Slovenije in dolgoletni odvetnik, danes član tudi Sodnega sveta Republike Slovenije ter odgovorni urednik revije Odvetnik Andrej Razdrih. Ob številnih njunih ostalih publikacijah, vsak ima dolgo bibliografijo, naj omenim, da je bil odvetnik Razdrih sourednik, doktorica Jerajeva pa med avtorji zbornika Slavni slovenski pravdari, slovenski odvetniki v umetnosti, znanosti in politiki. Ta monumentalna knjiga je šla v Mariboru leta 2018 in zajema vso Slovenijo, ne glede na državne meje. Kot bomo slišali, je več danes zamejskih odvetnikov obravnavanih tudi v tisti monumentalni knjigi. V tej knjigi odvetnik Štoka na poljuden, vendar natančen, zanesljiv način predstavlja prvič vlogo in delo Društva Pravnik, ki je nastalo najprej kot tržaška podružnica vseslovenskega društva leta 2014, pozneje se je osamosvojila in po mrku zaradi fašističnega preganjanja oživela leta 1950.
to društvo je žal že pred mnogimi leti zamrlo. Ko smo predstavljali knjigo v Trstu, je bilo v dvorani 15 naših zamejskih odvetnikov in smo rekli, to je že lepo število, da bi se lahko društvo obnovilo, ampak bomo videli, če bodo se mladi za to navdušili. Vsekakor to društvo Pravnik, med drugim je zrelo Pravni vestnik od leta 21 do 28, v katero so pisali znani pravniki, kot je bil Josip Bilfan, torej starejši, poslanec v rimskem parlamentu, odvetnik in potem profesor pravne filozofije, njega naglašamo Furlan, ampak Furlan v Ljubljani, Boris in tako dalje. To je en vidik knjige. Drugi knjiga obravnava že pokojne primorske odvetnike, tiste, ki so se v poklicnem delu posvečali tudi ali politiki, gospodarstvu, znanosti, kulturi in ki so torej ogromno prispevali k življenjskemu utripu slovenske narodne skupnosti v Italiji. Pred vojno, po vojni in še danes. Na strani 50 lahko preberete avtorjevo pojasnilo, da gre samo za odvetnike. Društvo Pravnik je združevalo tudi tistih par sodnikov, ki so bili pod Avstrijo, prva leta pod Italijo, notarijev, pa tudi drugih juristov, vendar je v tej knjigi poudarek samo na odvetnikih. Zanimivo je, da so vsi moški. Danes imamo 3 ali 4 zamejske odvetnice, ampak med pokojnimi odvetniki ni niti ene ženske bilo pri nas. Še za Ljubljano vemo, da se je morala odvetnica oblačiti po moškem. Ja, Ljuba Premer. Torej, že pokojni samo, razvrščeni so po letnici rojstva. Pri priimkih seveda je v zamejstvu vedno ta problem. Vsem skoraj so fašistične oblasti spremenile priimke v italijansko obliko, nekateri so zahtevali nazaj slovensko in jo dobili, drugi so se postavili na načelno stališče. Oblast je priimek spremenila, oblast mora priimek vrniti, samo vemo, kako je s temi povrčinimi ukrepi. In tako da še danes so takšni in drugačni. V knjigi so upoštevali samo slovenski priimki, pač nekje je bilo treba izbrati. En drugi tak problem zamejski so razni študijski in akademski naslovi, kajti to se je spremenjeno pod Avstrijo, je bil en sistem, prvi italijanski državi, drugi italijanski republiki, spet drugače, v Sloveniji spet drugače, kdo je magistr, kdo je doktor, kdo je diplomirani pravnik, to ni tukaj recimo knjiga ni čisto dosledna, ampak bi bilo treba pri vsakem pojasniti, kaj je takrat to pomenilo. In tudi to je avtor pojasnil, da dolžina posameznih življenjepisov ne pomeni tudi pomena, ki ga daje posameznim. Kajti v knjigi, in to je njena odlika, vpleta tudi osebne spomine in razmišljanja, tako da so lahko morda odvetniki, ki niso bili, kot bi rekli Italijani, principi del foro ali sodniški beljaki, ampak ker ima osebne spomine, ki take je pač to upleteno. In ko človek bere te življenjepise, tudi opazi ogromno nepopravljivo škodo, ki jo je primorski zadal fašizem. Koliko teh odvetnikov je moralo zapustiti svoje kraje in se niso vrnili, kako je bila manjšina takrat izjemno prizadeta, seveda ne samo odvetniki, šolniki in vsi državni službenci, tako dalje, ogromna emigracija. Ampak recimo pri tem primeru študijskem, recimo odvetniki, pravniki, kako je ta škoda bila zadana in se ne more popraviti. Zanimivo je tudi, kako so pod Avstrijo, ampak tudi še pod Italijo študirali vse povsod, v vseh glavnih mestih po Evropi. To je zanimivo, sicer je danes spet podobno. Tretji vidik v posebnih razdelkih, ki vsebujejo tudi dobesedne prepise nekaterih dokumentov in tam vidimo, kako se naš slovenski jezik spreminja. Še povojni dokumenti se nam zdijo danes zelo čudni, nekateri. Ampak v posebnih razdelkih avtor obravnava nekatera posebna točka ali pomembna poglavja primorske preteklosti. Recimo požig Narodnega doma v Tomčičevem arhivu, na katerem sloni lep del knjige.
se je ohranil opis tistih trenutkov skoka z gorečega poslopja, žene edine znane slovenske žrtve požiga, torej takrat je Roblek, ki ga vsi plešemo ob Robleku, ampak Roblek je bil žrtev, ta lekarnar iz Radovljica, njegova žena Pavla Dominšek iz znane odvetniške in gorniške družine, oče je ima Dominškovo pot na Triglav, ona je bratu, tudi odvetniku, diktirala ali pripovedovala, kako je bilo in ta dokument se ohranil je v knjigi prvič objavljen. Potem seveda fašistično preganjanje in jezika ljudi, oboroženi odpor, ki se ni začel leta 1940, kajti več teh odvetnikov je bilo tudi tigrovcev. Med vojno so se različno predeljevali, ne samo za partizane, nekaj najdemo jih tudi pri četnikih, nekatere pri Slovenskem narodnem varnostnem zboru, torej primorski domobranci, vendar pri vseh se vidi, da je bil motiv odločitve nacionalni. Sprememba meje, utrditev jezika, vstop Slovencev v uprave in tako dalje. Takrat je eden od teh županov, Tonkli, spet iz odvetniške rodbine v Gorici, postal doslej edini slovenski podžupan v Gorici med vojno. Potem je velik pozorek na odvetniku in politiku Ivanu Mariji Čoku, jugoslovanski odbor iz Italije, ta boj za meje. Zanimiva je tudi zato, ker so arhivski dokumenti, politična pot odvetnikov Franeta Tončiča in Josipa Ferfolje. Ferfolja, vemo, je bil tisti, ki je bil na nesrečni ladji, ki je šla po zaveznike v Benetke leta 18, pripeljala, torej nehote, pripeljala samo italijansko fregato Audace. Ampak potem je stalno igral neko politično vlogo pri socialdemokratski stranki, med vojno je in po vojni je bil v vodstvu Tržaške osvobodilne fronte, slovansko-italijanske antifašistične unije, ampak potem sta se skupaj s Tončičem distancirala od teh, ker pač nista mogla soglašati z nasilnostjo novih oblastnikov, tudi v zamejskem prostoru in tudi s politiko, ki je usilila Ljubljana o vključevanju v italijanske, tako imenovane napredne stranke. Tako da so te polemike vidne iz teh dokumentov, potem sta oba skupaj ustanovila eno majhno stranko, ki pa je bila med ustanovitelji današnje slovenske skupnosti. Posebna epizoda je aretacija goriškega odvetnika Augusta Sfiligoja, ki so ga leta 50, julija leta 50, torej 5 let po koncu vojne, aretirali in že odpeljali v zapor na Porto Azzurro. Češ da mora odsedeti še 17 let, 4 mesece in 17 dni obsodbe, ki jo je dobil na drugem tržaškem procesu, tistem, na katerem je bilo 5 naših ljudi ustreljenih na občinah. Potem je seveda kot odvetnik in s pomočjo drugih odvetnikov, to je vse lepo popisano, dosegel revizijo, ampak prava revizija in črtanje izpravnega sistema te obsodbe je nastopila šele leta 1971, torej 30 let po procesu, medtem ko za prvi tržaški proces še danes še vedno veljajo obsojenci za navadne teroriste. Potem je tu boj za svobodno tržaško zemljo, katera se zlasti ta dva zelo verjela in upala vanj. Potem pa za uresničevanje pravic iz mednarodnih pogodb, Londonski memorandum in posebna spomenica, posebni statut o manjšinskih pravicah in potem za pravičen zaščitni zakon, Ozimov seveda tudi, in pravičen zaščitni zakon, ki smo dosegli, kot veste, leta 2001 in še danes ni v celoti uresničen. Kot rečeno, avtor opleta marsikje svoje osebne spomine, nekatera razmišljanja, tako da se mi zdi, da je knjiga res berljiva in zelo, zelo informativna. Jaz bi povabil avtorja, da sam pove najprej, zakaj se je lotil tega dela, kaj želi sporočiti slovenski zamejski in matični javnosti s knjigo Za pravico in skupnost. Ko sem se upokojil, tako kot odvetnik, kakor tudi deželni svetovalec, sem
začel mnogo misliti o teh naših slovenskih odvetnikih, ki so imeli in imajo v tem stoletju, da zaokrožim, eno izredno zgodovino za seboj. Misel moja je bila tudi taka, zakaj so ti odvetniki, ki so toliko, ne samo psihično, tudi fizično pretrpeli, zakaj so skoraj nekje v zadnjem kotu neke sobe. Vse prej, vsi drugi imajo prednost, kdor se je boril en dan, dva, pisatelji, igralci, pesniki, vse, kar hočete, glasbeniki, ampak o teh slovenskih odvetnikih pa se ne govori in piše dosti, kakor da bi bili še danes nekje zapostavljeni, čeprav so si pokojni. Jaz bom v začetku, pa preden grem še naprej, bi se rad zelo zahvalil Slovenski matici, gospe Ignaciji, za svoje lepo predstavitev, umetniško že, in dr. Andreju in gospe Mateji, in upam, da bomo preživeli to urico, niti ne skoraj pol urice, lepo tukaj v tistem. Jaz bi želel pa poudariti to, in sem mislil na te odvetnike, niti ne ulice v Trstu ali Gorici, če se ne motim, Henrik Tuma ima nekje kakšno ulico, drugih pa nič in so veliko pretrpeli. Zakaj to? Jaz grem v to. Konec Avstro-Ogrske monarhije po prvi svetovni vojni. Do takrat, do prve svetovne vojne, je bila tukaj enotna meja, ni bilo problemov, hodili smo po celi Avstro-Ogrski, razen slovenskih Benečanov, ki so se leta 1866 s plebiscitom odločili za Italijo, ima takrat Beneško republiko, in je bil, pomislite, pri tem referendumu ali plebiscitu en sam glas, ker je bil referendum, ali hočete pod Italijo, pod Avstrijo, je bil samo en glas za Avstrijo, vse drugo je bilo za Italijo. Torej, tako da so Benečani bili odrezani od našega narodnega telesa in mi, odvetnikov v tej knjigih, nismo zasledili niti enega, medtem ko Kanalska dolina, Trst in Gorica, to pa bivša stara Avstro-Ogrska monarhija, smo ostali povezani. Samo kaj so ti slovenski odvetniki morali potrpeti? In zdaj grem v bistvo stvari. Recimo, sem si napisal, da neko pozabim te epohalne točke, ki so konec in poraz Avstro-Ogrske monarhije po prvi svetovni vojni. Italija, danes se preveč, jaz to sem poudaril tudi v Trstu, preveč samo fašizem, je bila Italija, ki je bila kraljevina, je gojila svoj režim, torej danes zgleda, kakor da je vse kriv fašizem, kot tak je pa kriva država, da je do tega prišlo, ker se je Italija, je te odvetnike tako začela jim slediti, da je težko to povedati. Italija je razpada leta 1943, ampak med tem, recimo, da se osredotočim samo na odvetnike, ki so ostali doma, odvetniki niso bežali pred fašizmom, ker so se zavedali, da morajo biti doma ob strani svojih ljudi. Niso se bili samo tehnični odvetniki, ki so reševali spore ali skušali reševati, ampak so bili tisti, ki so to videli od blizu. Torej, Italija razpade in kaj se je v tem zgodilo? Skoraj, jaz sem naštel, polovica slovenskih odvetnikov in je fašizem razdjal pisarne. Veste, kaj pomeni razdjal pisarne? Takrat so odvetniki imeli tudi notarske posle, tako da so imeli tudi po 10 uslužbencev. To je bilo kot zapreteno fabriko takrat. Eni so se tem utali, drugi so se postavili na noge, tretji zbežali v Jugoslavijo, tako da tem se še premalo govori, kaj so oni potrpeli. Ker moramo pomisliti, da poleg odvetniške pisarne v teh krajih Avstro-Ogrske je samo
samo župniki so imeli ali v spovednici, ali v zakristiji, kakšni tudi pri maši molitvah, v javnosti so smeli govoriti, dokler jim to niso prepovedali. Drugih intelektualcev nismo imeli več. Učitelji so zbežali vsi v Jugoslavijo in tako, da je bilo zelo, zelo težko. In odvetniška pisarna ni postala samo pisarna reševanje pravd, ampak je postajala tudi shodišče zavednih slovenskih ljudi, ki so hoteli se nekomu izkašljati te problemi, so prepovedali slovenščino v vseh šolah, v javnosti nisi smel govoriti, ne, in sem italijanski vrtec napravil, italijanski vrtec in malo je manjkalo, da nam niso pljuvali učitelji, ne, tako sovraštvo je nastalo in ga Italija tega ni znala rešiti s svojim fašizmom, nasprotno je napravila tako razdejanje, da še danes ga občutimo. Potem pa gremo naprej, skoraj 2 leti pa nacistična Nemčija. Ne? Nacistična Nemčija, ki je ravno tako naše ljudi začela preganjati, kakorkoli, če so koga zavohali, da ima stike s partizani, na Primorskem ima partizanstvo drugačno vlogo, kakor je imelo v srednji Sloveniji, ne? In tako, da je, recimo, so začeli tudi nacisti zelo, zelo preganjati naše ljudi. Da se omejim na odvetnika Josipa Ferfolio, ne, so ga prišli aretirati v njegovo pisarno, ne, in seveda bi končal Dachau, kjerkoli, ne. Če se ni tako lepo zmazal, kakor je on znal, je bil prihten človek, je rekel Nemcem, počakajte 1 minuto samo, da si dam suknič ven, in njegova pisarna je imela dvojni vhod in izhod, tako da se je rešil, ne. To so izredno, torej so bili tarča, ti slovenski odvetniki do 1. maja do 1. maja. Po 1. maju pa začne druga kalvarija. 1. maja do 12. junija je bila jugoslovanska vojska v Trstu in je pa začela novo preganjanje, ki ga prej nismo poznali. Toliko je res, da 1. maja so že hoteli kdorkoli aretirati doktorja Franeta Tomčiča, kateremu je ta knjiga posvečena, in to mi je tudi sugeriral dobro Jonikar, kateremu se mu moram zahvaliti za vso pomoč. In so pa še v večernih urah, navadno je Tomčič bil zbiral v svoji pisarni do 7. ure. V 7. uri je zaključil in šel na večerjo domov, mu je žena telefonirala, ne vem, pejdi proč, ker te spodaj, to je Via Ruče Romana, je precej v centru mesta, te čakajo, ne, čudni ljudje, odeti vsi v obleke in tako dalje, z eno marico pod oknom. In on se je zatekel svojim prijateljem v Barkovje in se je tako rešil. Drugo jutro je pa tekel na komando partizansko v Trst, pri Svetem Ivanu je bila, stopil stik z Vido Tomšičevo in rekel dobesedno, to je meni krat ponavljal, da nam zelo, zelo na pamet, je rekel, to zdaj so nas fašisti in nacisti preganjali in zdaj nas boste še vi, kam smo prišli mi, ki smo dali toliko let zapora po prvem tržaškem procesu drugem tržaškem procesu leta 1941. Potem pa gremo po 40 dneh, se jugoslovanska vojska umakne, gremo v sporazum leta 1954 podpisan v Londonu in potem leta 1975, torej mi smo imeli v Trstu tržaško svono zemlje, smo imeli anglo-ameriško vojaško upravo, ki je, moram reči, z pravnega vidika, kar s svojimi dekreti, kar dobro nekam urada. No, leta 1975, šele 1975 so veliki tajnosti Jugoslavija in Italija podpisali sporazum v Ozimu. To je bil sporazum v Ozimu, ki je dokončno dal meje, dokončno določil meje, torej smo mi dokončno pripadli Italiji
je bilo veliko govora, ampak potem, ko je bil podpisan, prej pa ne. Mene kot predstavnika slovenske skupnosti, demokratičnega dela slovenske skupnosti v Italiji, je poklical dr. Janko Jeri, mislim, da ga to ime vsi poznate, nekega dne v gostilno pri Preslu v Bazovici in je rekel, veste, to je strogo tajno, kar vam povem, ker ne smemo o tem govoriti, ampak bo podpisan sporazum v Ozimu in boste tudi Slovenci imenovani v tem sporazumu. Ne? To je bilo delno res, delno ne, ker ta ozimski sporazum samo se naslanja na londonski sporazum in dejansko je senca tega. Ne? Torej, vidite, da to sem vam pripovedoval vso to, ker je bilo nujno pripovedovati, kaj so ti slovenski odvetniki morali potrpeti, menjavo oblasti, ki jih vsako oblast si moral praviti vse drugo v drugem jeziku, to ni bilo tako lahko. Ne? Tako da lahko rečem, da so slovenski odvetniki dali vse tri, ne vem kako bi rekel, izme ali diktature ali režime, kakorkoli hočete, meni trde besede ne ugajajo, ampak so res dali tri velike epohalne dobe, ki so še danes zelo vidni na svojih posledicah. Še danes smo tudi v Trstu precej Slovenci razkrojeni in tako dalje. Jaz bi samo nekaj še temu dodal. Recimo, ko je bilo razvidno, da bo te stvari konec, že leta 1954, je Boris Krajger prišel v Trst in je nagovoril svoje pristaše, ki so bili v Osvobodilni fronti, da grejo vsi v italijanske stranke. Ne, rekel, tukaj pustite slovensko samostojno politično življenje, ker to ne pelje nikamor, vsi se vključite v italijanske stranke, ker je tam vaša bodočnost. Ne samo, je rekel, vi boste odslej naprej skrbeli tudi za Italijane iz Sicilije, iz Italijane v Napoli, ne samo za svoje probleme. To je bila neka revolucija, ki je vsaj tisti, ki smo bili pri slovenski skupnosti, torej edini slovenski stranki v Italiji, nismo mogli sprejeti. Predvsem pa njegovega diktata, Borisa Krajgerja, zdaj se pa tudi organizacije vaše, torej kulturne, športne, vključijo v italijanske, ker tam je vaša bodočnost. To, recimo, je zelo težko primerjati, ampak to se ni dogajalo nikdar prej v zgodovini. To, jaz sem hotel to samo reči, da so odvetniki odigrali veliko vlogo, zdaj s tem zaključujem, veliko vlogo narodnostno, kulturno, ekonomsko, so bili tudi v slovenskih bankah takrat, postavili so na noge Narodni dom, Vilhar Josip Pifan je bil predsednik takrat, vsega tega, in tako da so res ogromno se razdajali na levo in na desno, in zato je bila moja želja, da vsej skromnim prispevkom s knjigo pride ta stvar tam, v upanju, da jutri bodo dobili en širši konsens v naših ljudeh, tako v Trstu, v Gorici, kako tudi v Ljubljani in Mariboru in tako dalje, kar si to res zaslužijo. Hvala lepa. Lepa hvala našemu avtorju, zdaj pa imata besedo strokovnjaka, ki sta brala to knjigo pač z drugačnega vidika, s svojimi očmi, svojimi izkušnjami, svojimi študijskimi izkušnjami. Ne? Torej, kakšne vtise sta dobila, mogoče prej doktorica Jerajeva, prosim. Najprej vas vse prav lepo pozdravljam, zahvaljujem pa se gospodu Zahvaljujem pa se gospodu Ivu Evnikarju za povabilo k predstavitvi te izjemno zanimive knjige, pa ne samo zaradi podatkov, ampak tudi zaradi vedenja o doživetju, zavzetosti
in narodne ljubezni primorskih odvetnikov, kar se mi zdi, da nas vse vabi k razmisleku, še tudi v teh časih. Marsikaj, kar sem nameravala povedati, sta verjetno bolje in bolj doživeto povedala moja predhodnika, zato se bom opredelila samo za en majhen del tistega, kar sem pripravila. Kot avtorico več prispevkov v publikaciji Slavni slovenski pravdarji, ki je, kako je bilo rečeno, izšla leta 2018 ob 150. obletnici Neodvisne slovenske odvetniške zbornice, so me posebej pritegnile prav biografije predstavljenih odvetnikov. Prav tako kot v pravdarjih so tudi v tej knjigi predstavljeni tisti odvetniki, ki niso bili dejavni samo na poklicnem področju, ampak tudi na drugih področjih javnega življenja, političnem, kulturnem, umetnostnem, gospodarskem in podobno. V pravdarjih so sicer zajeti tudi nekateri primorski odvetniki, vendar glede na to, da je publikacija zajela ves slovenski prostor, si jih je bistveno manj kot v knjigi Draga Štoke, kjer je predstavljenih 35 tistih, ki so delovali med obima vojnama, in še 8 onih, ki so bili dejavni po končani drugi svetovni vojni. V pravdarjih jih je od prve skupine, od teh, ki so delovali med obima vojnama, predstavljenih 13. 4 so bili dodeljeni meni. To so Gustav Gregorin, Edvard Slavik, Joachim Ražem in Boris Furlan. Ražem in Furlan sta bila že moja stara znanca iz časa, ko sem v soavtorstvu z Jelko Melik pripravljala za objavo gradivo tako imenovanega Negoditovega procesa, enega najbolj odmevnih političnih procesov po drugi svetovni vojni na Slovenskem. Prvi je nastopil kot branilec, drugi kot obtoženec. Ražem je po pooblastilu zagovarjal tedanjega dekana ljubljanske pravne fakultete, primorskega rojaka dr. Borisa Furlana, po službeni dolžnosti pa geodeta inženirja Bogdana Stareta. Kljub težki situaciji, v katerem so se takrat znašli odvetniki, ki so zastopali politične nasprotnike, je pogumno in odločno izrazil svoje mnenje o krivdi obtoženih, ki je bilo diametralno nasprotno trditvam tožilcev. Posebno pozornost je vzbudil zagovor Borisa Furlana, ki ga je javni tožilec Slovenije Viktor Avbelj proglasil za glavnega pobudnika vsega sovražnega dela tako imenovane Negodetove skupine po končani vojni. Slovenski poročevalec je 22. avgusta 1947 objavil ogorčen članek, katerega pisec je delo nekaterih branilcev označil kot naravnost škodljivo in nedopustno. Posebej škandalozne naj bi bile prav Ražmove besede. Navajam: Dr. Furlan bo brez dvoma ostal v zgodovini narodno-osvobodilne borbe zapisan z zlatimi črkami. Nobene desnicoljuben človek ne bi mogel zanikati Furlanove velikanske zasluge. Pri tem je mislil na njegova medvojna prizadevanja v korist narodno-osvobodilnega gibanja v tujini, zlasti na njegove govore na londonskem radiju. Če je imelo Ražmovo zastopanje obtoženih na Negodetovem procesu še kakšne posledice, ni znano. Vsekakor mu je uspelo obdržati odvetniško prakso vse do upokojitve v letu 1960. Gregorina in Slavika sem bolje spoznala šele ob pripravi prispevkov za pravdarje. Njuna vsestranska aktivnost, ne le na poklicnem področju, ampak tudi na drugih življenjskih področjih, povsod s ciljem doseči pravice in boljše življenjske pogoje Slovencev, tudi v najtežjih časih, je prav navdušujoča. Narodna zavest in izjemna ljubezen do naroda odlikujeta tudi vse druge v pričujoči knjigi nastopajoče odvetnike. Živeli so v prostoru, ki so ga v obdobju po prvi svetovni vojni zaznamovale velike spremembe. Omenil jih je že avtor knjige Drago Štoka, pa jih bom še ponovila, da se je v enem desetletju zvrstilo kar 5 režimov. Fašistična Italija, nacistična Nemčija,
jugoslovanska in nato zavezniška vojaška uprava in končno Italijanska republika. Fašistično preganjanje med obima vojnama in v času vojne so več ali manj doživeli vsi obravnavani slovenski odvetniki, tako tisti, ki so ostali, kot oni, ki so se izselili na območje Jugoslavije. Bili so med obtoženimi na tržaških procesih, marsikateri so bili zaprti, poslani v konfinacijo in taborišča. Italijanska fašistična oblast je preganjala slovenske odvetnike med drugim tudi zato, kot je povedal že gospod Drago Štoka, ker so bili poleg zdravnikov in duhovnikov edini, ki so imeli neposreden stik z vsemi, ki so se hoteli nanje obrniti za nasvet in pomoč. Nekateri so se še posebej izpostavili, ko so branili rojake obtožene pred italijanskimi sodišči, zlasti v Trstu. Poleg tega v slovenskih odvetniških pisarnah, tako kot v župniščih, nikjer ni visel zloglasni napis, ki je opozarjal, da se tukaj govori samo italijansko. Ti od nikogar kontrolirani stiki pa niso bili vedno le poklicnega značaja, pogovor je lahko segal tudi na javno, politično, kulturno in seveda narodno področje. Poleg tega so imeli povezave s sodnim osebjem, zaposlenimi v raznih uradih in arhivih, vsi ti pa, kakor pravi avtor knjige, niso bili vselej tudi po duši in srcu fašisti, čeprav so morali imeti člansko izkaznico v žepu. Slovenskih odvetnikov, ki bi imeli fašistično izkaznico, po avtorjevih podatkih skorajda ni bilo. Sicer so bili njihovi idejni in politični nazori različni, a jih to ni odvrnilo od marsikdaj skupnega dela v javnem življenju, niti od prijateljskih zasebnih stikov. Tudi v času, ko društvo Pravnik ni delovalo, so se dobivali, se posvetovali med seboj, si dajali pogum za boljše čase. Jih je družila zgolj skupna usoda vseh preganjanih v času fašizma, ali pa je k temu pripomogel morda tudi tako imenovani primorski značaj. Gotovo so med njimi obstajala tudi določena nasprotja, nesoglasja, vendar pa tako ostrih nasprotij in sovraštva, kot ga je bilo mogoče zaslediti v srednji Sloveniji, jaz osebno nisem našla. Med drugo svetovno vojno so se marsikateri od obravnavanih odvetnikov opredelili za osvobodilno fronto, čeprav so bili pozneje mnogi razočarani. Nekateri so žal doživeli tudi preganjanje strani sodne oblasti druge jugoslovanske države in njene tajne politične policije. Zelo znan je že omenjeni primer dr. Borisa Furlana, ki je bil poleti 1947 sprva obsojen na smrt, nato pomiloščen na dolgo zaporno kazen. Zelo me je bil zanimiv podatek, o dr. Franetu Tomčiču, ki je za las ušel v grebitvi, katerega pa je že predstavil moj predhodnik, avtor knjige, tako da ga ne bom ponavljala. Mogoče bi dodala samo še to, ker mislim, da gospod Štoka ni povedal, da je potem imel dr. Frane Tomčič po tem pogovoru z Vido Tomšič mir, tudi potem, ko je izstopil iz Tržaške osvobodilne fronte zaradi hudega zločina, ki se je zgodil v Lenišču, kjer so monsenjorja Jakoba Ukmarja skoraj do smrti pretepli, ko je tam birmoval domače otroke. Niso pa bile niti italijanske fašistične oblasti, niti poznejše jugoslovanske pod komunističnim vodstvom edine, ki so ogrožale slovenske primorske odvetnike. Dr. Josip Ferfolja je bil na primer med vojno zaradi sodelovanja z osvobodilno fronto tudi tarča tako imenovane črne roke. V knjigi je na strani 68 objavljeno grozilno pismo z dne 1. januarja 1941, ki se zaključuje z besedami: Ako se ne vrnete v ozadje oziroma opustite vsako sodelovanje z OF, bodite po 8 dneh od datuma vsak trenutek pripravljeni na smrt. Podpisana je Črna roka, Jugoslavija. Ta grožnja mi je vzbudila posebno zanimanje, ker sem v zapisu dr. Albina Žmajda
odvetnika njenega vodilnih politikov Slovenske ljudske stranke v dobi okupacije. Arhiv Republike Slovenije ob koncu lanskega leta objavil njegov dnevnik. Tam sem našla podatek, da se je prve mesece 1944 v Trstu občasno zadrževal tudi eden najbolj kontroverznih četniških obveščevalcev. To me je zaradi predhodnih raziskav posebej pritegnilo. Najbolj nenavaden primer iz povojne dobe pa je bil zame primer goriškega odvetnika dr. Avgusta Cviligoja, ki ga je pa podrobno obrazložil že gospod Drago Štoka. Tako da ga ne bi ponavljala. Povedala bi samo še to, da je knjiga Za pravico in skupnost poslanstvo Društva pravnik v Trstu napisana na osnovi mnogih dokumentov, ki jih je avtor našel v različnih knjižnicah in arhivih, na podlagi gradiva odvetniške pisarne Franeta Tomčiča, pa tudi na osnovi osebnih izpovedi. Avtor je upošteval tudi različne revije, časopise, zbornike, biografske leksikone, tako da so podatki dejansko zbrani iz vseh vetrov. Za zaključek pa še nekaj besed, ki jih je avtor zapisal v knjigi, čeprav jih je po svojih besedah povedal že prej, ampak se mi zdijo pomembne in jih bom ponovila. Trpljenje slovenskih pravnikov med obima vojnama, med vojno in po njej, je bilo večkrat zamolčano ali pa se o njem manj pisalo, kot bi se moralo. Vendar je bilo njihovo preganjanje večkrat hudo, izredno hudo in zadržanje herojsko, uradnih priznanj za prestano gorije pa ni bilo veliko, če so sploh bila. Tudi zato je knjiga, ki jo predstavljamo, posebej dragocena. Hvala. Najlepša hvala, zdaj pa odvetnik Andrej Razdej. Lep pozdrav tudi z moje strani, se zahvaljujem za povabilo in najprej povem, da sem z velikim zanimanjem prebral knjigo Draga Štoke Za pravico in skupnost in jo vidim kot dopolnitev naše, se pravi odvetniškega zbornika, ki je izšlo ob 150-letnici Odvetniške zbornice Slovenije. To knjigo slavni slovenski pravdari je omenila tudi dr. Irajeva. Zdaj bi pa povedal osebne vtise, kjer predvsem, če mogoče začnem kot urednik tudi naše stanovske revije, ki se imenuje Odvetnik, mi je najprej padlo v oči, kako so naši slovenski odvetniki v Trstu uspeli leta 1921 do 1928 izdajati strokovno stanovsko revijo. To se mi zdi kar en tak mali čudež, da so v 8 letih izdali vsako leto po 12 številk. To pa zato, ker se spomnim, kako težko je bilo pri nas po letu 1945 vzpostaviti svojo lastno revijo, pa nas je bilo bistveno več, kot je bilo takrat kolegov v Trstu. Skratka, če povem za primerjavo, prvi poskusi izdaje glasila, stanovskega glasila so se začeli v koncu 70-ih let in smo uspeli izdati 5 številk. In šele leta 1998, to se pravi precej po osamosvojitvi, smo uspeli izdati, ki zdaj uspešno izhaja, 4 številke oziroma 5 številk na leto. Kolegi iz Trsta so pa 12 številk uspeli izdati v majhni, v sorazmerno majhnem, kritični masi teh odvetnikov in mogoče tudi sodnikov, če so pomagali. To se mi zdi en tak poseben dosežek. Pa zanimivo mi je bilo tudi to, da pišejo, kako so si prizadevali, da bi dobili pisce, za avtorje, za to, kako je urednik prosil, dajte nekaj napisati, in to isto je še danes, vse je tudi pri nas. To je tako za uvod. Potem je bilo pa meni predvsem zanimivo primerjati usodo odvetništva na Primorskem, v Julijski krajini, v bistvu, kot se reče, in pri nas.
ta sporednica je zelo zanimiva, če izhajamo, da do leta 18 je bil to enoten državni okvir, tudi nek enoten kulturni gospodarski prostor. Leta 18 se pa seveda poti na nek način razidejo. Kako je bilo v Italiji, so moji predgovorniki povedali. Bilo je seveda hudo ogrožanje že osnovnih človekovih pravic, predvsem narodnostnih, medtem ko je odvetništvo v Sloveniji oziroma takrat Dravski Banovini v bistvu dobro prosperiralo. Leta 1941, tik pred vojno, je bilo v Sloveniji 300 odvetnikov, 2 odvetnika sta zasedala pomembne položaje, kot na primer Marko Natlačen je bil ban Dravske Banovine, Juro Adlešič je bil župan mesta Ljubljane, skratka pomembne družbene funkcije. Medtem ko naši kolegi v Trstu in Gorici pa seveda niso smeli uporabljati niti lastnega jezika, in nobene javne funkcije niso mogli imeti. No, potem, če dam malo na stran drugo svetovno vojno, nastopi pa leto 1945, kjer kljub temu, da seveda niso bile idealne razmere, še zmeraj je bil problem z uradovanjem pred sodišči v slovenskem jeziku, ampak je odvetništvo vsem imelo bolj proste roke, kot pa pri nas leta 1945. Če sem prej omenil, da je bilo 300 odvetnikov pred začetkom druge svetovne vojne, jih je bilo konec leta 1945 dopuščenih, da so se lahko ukvarjali z odvetništvom samo 15. In država je tudi poslala v odvetniško zbornico posebnega delegata, ki je potem odločal in nadzoroval delo odvetnikov in tudi seveda je država zelo rigorozno skrbela, da se ta poklic ni preveč razširil. Tako da, če se spomnim leta 1981, ko sem jaz postal odvetnik, sem imel člansko številko 230, to se pravi, mi smo leta 1981 prišli na število pred drugo svetovno vojno, potem pa je seveda počasi so se razmere začele izboljševati in je število raslo, tako da je zdaj vpisanih v zbornico približno 2000 odvetnikov. Zanimivo je pa še nekaj, je tudi povedal gospod Jevnikar, da ni praktično žensk bilo. Tudi v matični domovini je bilo zelo malo žensk odvetnic, to pa zato, ker do sredine leta 30 sploh niso smele postati odvetnice. In tako da so šele takrat se vpisale, pa kljub temu v slovenskih pravdarjih imamo predstavljeni 2 odvetnici, to je ena že omenjena Ljuba Prenar in pa Fini Grossman. Če bi mogoče še malo primerjal obe veji odvetništva, če lahko tako rečem, to se pravi primorski odvetniki in odvetniki zdaj v novi republiki, Socialistični republiki Sloveniji, je treba povedati, da so lahko svojo vlogo ne samo pravne pomoči, ki so jo dajali svojim sonarodnjakom, ampak tudi družbeno vlogo primorski odvetniki odlično upravili. Oni, kot sem bral, so ne samo vestno izpolnjevali svoje, rečemo, dolžnosti kot odvetnika, ampak so se udejstvovali tudi na širokem področju, od gospodarstva do kulture. Prebral sem, da je eden od njih, zdaj se ne spomnim imena, poleg tega, da je bil odvetnik, tudi učil italijanščino na srednji šoli, pa druge take. Skratka, izkazali so se zelo in zelo, moram reči, da verjetno eni tistih, ki so najbolj pripomogli, da se je naša slovenska skupnost v Italiji ohranila in tudi razvila. Mi v
v Sloveniji smo imeli pa druge težave, mogoče v tej smeri večje kot vi v Republiki Italiji, predvsem zato, ker so bili odvetniki na nek način kot svoboden in neodvisen poklic izrinjeni na obrobje družbenega dogajanja. Bilo nas je malo, nismo seveda imeli nobenih posebnih funkcij v državi. Izjemši v 80-ih letih se mi zdi, da je bila ena od takih zanimivih funkcij, da je bil odvetnik Peter Breznik, predsednik Košarkarske zveze Jugoslavije. To je bila ena taka izjemna. Ampak naši predniki, če lahko še to povem, so naši predhodniki v Sloveniji so pa dosegli nekaj zelo zanimivega. Dosegli so prvič to, da smo ostali edini svobodni odvetniški poklic v celi vzhodni Evropi. To je prvo, kar so dosegli. In drugo, da z ustavo leta 1974 smo bili zapisani v ustavo. To smo postali ustavna kategorija, svobodni in neodvisen poklic in del pravosodja. To je velik dosežek. Jaz mislim, da še zdaj mnoge države tudi na zahodu nimajo tega. Ne vem, če je v Italiji odvetništvo zapisano v ustavi, mi odkimava gospod Štoka. Skratka, pri nas smo pa to dosegli in je bilo to zelo pomembno. Namreč zakaj? Zato, ker je usporedno s temi našimi prizadevanji za emancipacijo našega poklica in uveljavitev našega poklica v bivši državi, je pa tekel proces, ideološki proces, da bi odvetništvo podružbili. To pomeni, da bi pač odvetnik posameznik zginil in bi se neke družbene odvetniške oziroma službe pravne pomoči ustanovile v smislu kot najbrž podobno kot drugje na vzhodu, ki so bile čisto državne te odvetniške. In je bilo zanimivo, državni uslužbenec te je tožil, to je bil tožilec, državni odvetnik te je pa branil. No in je celo zakon iz leta 79, pazite, 79, smo dobili nov zakon o odvetništvu, ki nima več besede odvetništvo, ampak je imel zakon o pravni pomoči in je bil usmerjen v to, da bi slej ko prej lahko, kot so rekli, odvetništvo podružbeno. Do tega ni nikoli prišlo in leta 1993 smo pa dobili zakon o odvetništvu tak, ki se spodob in ga imamo še danes. Zdaj sem mogoče malo zašel v sedanje naše razmere, bi pa zaključil sam s tem, kaj me je pa poleg tele revije Pravnega vestnika, kaj me še fascinira, kako močno voljo, prepričanje in zavzetost so imeli v borbi svojih pravic odvetniki na Tržaškem in Goriškem. Zanimivo mi je bilo, ko so bili problemi z jurisdikcijo v svobodnem Tržaškem ozemlju, so oni se obrnili na vse možne forume, na zavezniško upravo, ampak med drugim so pisali tudi varnostnemu svetu, OZN, to se mi je zdaj neverjetno. Obrnili se na varnostni svet in so rekli, gledajte, to ni v redu, Italija si kompetence prisvaja, svobodno Tržaško ozemlje je poseben teritorij, ni del Italije, pa vendar sodstvo v STO, če lahko rečem, skuša se prilagoditi oziroma potegniti se pod italijansko jurisdikcijo. In drugič so se obrnili na varnostni svet prav pri primeru dr. Sfirigoja, ki so ga italijanske oblasti leta 50, če se ne motim, zaprle z željo oziroma z namenom, da odsedi še 17 let. Tudi takrat so se obrnili na vse možne inštitucije, tudi na zavezniško upravo in na varnostni svet. In najbrž je vse to pripomoglo, da je na koncu bil oproščen ne samo on, ampak so bila razveljavljena sodba tudi glede ostalih obdolžencev, ki tudi niso najbrž vseh kazni prestali takrat na drugem
tržaškem procesu. In še en tak zanimiv detalj mi je bil, ki kaže formo mentis Italijanov že tudi takrat, ko so se obrnili ti odvetniki, ki so za Sfiligoja tudi zelo zanimivo ustanovili obrambni odbor, tako kot nekaj takega, kot naš odbor za četvorico, so takrat ustanovili obrambni odbor za obrambo dr. Sfiligoja in so poskušali najprej pri sodišču v Benetkah, da bi prišlo do razveljavitve te sodbe, do revizije, ampak jih je zavrnil tisti predsednik beneškega sodišča z besedami, takrat že leta 50, takoj po vojni, ja, da ne podpira te razveljavitve sodbe dr. Sfiligoja, to pa zato, ker vemo, kaj so Slovani hudega naredili Italijani. In to po vsej te okupaciji, po vsem tem, kar so naši zamejski Slovenci hudega dali skozi, je pol so bili samo pač neko svojo bolečino takrat. Evo, s tem bi jaz končal. Najlepša hvala. Glede upisa v fašistično stranko, takrat niso veljali strogi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Obstajajo tiskani letopisi odvetniških zbornic in pred vojno, jaz sem jih pregledal nekaj, 5, 6, 30, 46 in tako dalje. Tam pri vsakem odvetniku tržaške pokrajine, takratne, ki presegala do Ilske Bistrice in Postojne seveda. Vsakdo si je lahko jedna posebna rubrika, prvi, če je vpisan v stranko, drugi, če je vpisan v fašistični sindikat, tretjič, če je nosilec kakšnega odlikovanja z prve vojne, abesinske vojne, španske državljanske vojne in tako dalje. In še en par takih zadev. In pri marsikaterem znanem italijanskem odvetniku, katerega tradicija se nadaljuje preko sinov in vnukov, ker so to cele dinastije, imajo pri vseh teh rubrikah zabeležen, da je bil član, torej da se je udeležil pohoda na Rim leta 22, da je bil prostovoljec v Španiji, v Abesini in tako dalje. V stranki kot taki, čeprav vsi drugi poklici več ali manj je bilo treba se upisati v stranko. Drugi so izgubili službo, so se izselili, noben slovenski odvetnik ni bil upisan v stranko. Ene dva sta določeno obdobje bila upisana v sindikat, ki je bil vedno fašističen, ampak ni bil tako. In noben seveda ni imel odlikovanj in drugih takih zaslug. To jim je treba šteti v čast in se človek čudi, da so jim kljub vsem so jim dovolili opravljen poklic, kljub vsem težavam in tako dalje. Evo, ena točka, o kateri govori tudi knjiga, so stiki, ki jih je zlasti Tončič, ampak tudi kasneje njegovi nasledniki, Pitežnik in sam Štoka, ki je bil tudi predsednik društva Pravnik, vzpostavljali z odvetniki v Sloveniji. Ko sem bil še študent, vem, da so nas vabili tudi na zasedanja in seminarije Zveze društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije. Tam bil Žiber, drugi so bili zelo zavzeti za stike za mestom, ampak tudi za odvetniško zbornico in tako dalje. Danes imamo da je teh stikov manj. Niste bil v vodstvu odvetniška. Ja, morda res, in je to absolutno ena zadeva, ki jo je treba popraviti. Mogoče ima zbornica premalo stikov tudi s kolegi na Koroškem, na avstrijskem Koroškem, čeprav to popravljamo in tudi mislim, da je pred 5 leti je kolega Primožič dobil najvišje priznanje odvetniške zbornice, to je Majeronovo priznanje, in tudi dr. Grilc lansko leto, tako da skuša zbornica popraviti mogoče malo svoj mačehovski odnos. Tukaj se kaže
to, da manjka eno društvo, ne? Če je društvo, je dosti lažje, drugače vse na osebni ravni. Zanimivo pa je, da imajo naši koroški odvetniki svoje odvetniško društvo, ne Rudi Vok, predsednik, čeprav jih je veliko manj, mislim. Je pa tudi ta razlika, da so nekateri habilitirani... Pravniki, ne samo odvetniki, pravniki vsi skupaj. Ja, in da so nekateri naši odvetniki habilitirani tudi za polnopravno delo v Sloveniji, recimo, ne? In tudi koroški, seveda, so pisarne tukaj in tam. Jaz se najprej vidim, da čas nam je odmerjen. Najprej zahvalil doktorici Mateji Raj in pa doktorju Andreju Lazarjevu za predstavitev knjige. Počastila, tako sem bil prepričan, da moje delo bo zelo diletantsko in tako ne take sladke besede prav pridejo. No, ampak bi pa rad to povedal, da to, kar je rekel doktor Andrej, da to pisma Leif Sussex, takrat, ki je zasedal varnostni svet, to je bila velika priprava, ker so pisali v angleščini in tudi v tem je doktor Tončič prepovedoval. In je pa, moram to podariti, njegov nono je bil med temi, ki so to pripravljali. In to je spomenica, ki je odjeknila na mednarodnem področju, čeprav uradnega potrdila, da so dobili še dni, ampak tam je bilo in je imelo gotovo svoj vpliv, ker pomislite, da se je za rešitev doktorja Šviligoja zavzemal celo ena taka osebnost, kot je bil tali grof Sforza, to je bil milanski veljak, bivši minister in on osebno se je zanj zavzel. To pomeni, da to in potem kasneje nekoliko Tončič, tukaj pa je Tončič igral vlogo, pa njegova pisma ministrstvu italijanskemu takrat, Aldo Moro in drugim pisal. To so bila, takrat je res šel društvopravnik v jedro vprašanje. Z slovenskimi odvetniki, ki smo imeli stike, spomnim se, pod Snežnikom smo se dobili, pa torej v Ilirski Bistrici, pa potem v gradu Podvin. To so bile zelo lepa srečanja, družabna, pa tudi so bili tam referatu na dnevnem redu. In je tako, jaz sem zelo lep spomin, so pa bila to leta 70 in nekaj in se je to poznalo delo Staneta Kavčiča v ozadju, tako je moje mnenje, ne. Vsak način, potem oni so bili vabljeni v Trst tudi in so tukaj preživeli, dvakrat so bili, nismo obravnavali probleme. Kar se tiče pa ustave italijanske, moram to poudariti, da italijanska ustava ni šla v podrobnosti, ne gre v podrobnosti še danes. In v bistvu ni bila spremenjena, razloga nekaterih zadev, ki niso bistvena, ker je bolj ustava načelnih pravic. Recimo že prvi artikel, prvi člen pravi Italija, republika in demokracija, ki sloni na delu. In potem gre to, po teh načelih gre skozi do člena 21. Jaz sem recimo doktoriral v Trstu iz svobode mišljenja, pisanja in govorjenja, ki je člen 21. In tako. Gre v tem smislu, torej ni mogla v tem smislu se obračati na odvetnike. To pa prvič slišim, pa je zelo dobro, da je bilo to leta 70, ali da je 73. Torej, da je vendarle odvetniki dobili svoj poudarek. Preden bi dali besedo zaključno s ostalima dvema govornikoma, če je kakšno vprašanje ali pripomba, doktorica Zalaznik, prosim. Dobar dan, lepa hvala za to čudovito predstavitev tega dela življenja. Bi pa imela samo eno dopolnitev. Mislim, da je to bilo sredi 90-ih let, ko je dr. Branko Neleto povedal, da sta bila na seznamu Oznovskem za likvidacijo tudi dr. Josipa Neleto in Rosa.
tudi nekoliko kontroverzna osebnost, ker je bil član tiste skrivne lože P2, ki je načeloval Dževi, to je tak je skušal večkrat državne udare pa take stvari delati, ne? Ampak nekateri so ga obtoževali, da ima tudi kakšne stike z udbo nekako. Torej, drugi so pravili, da dela z Američane in tako dalje. Torej, ko so te osebnosti tako upletene v nekšne tajne posle, potem se širijo vse mogoče govorico. Vsekakor on je bil član tega društva, predsednik tudi, po Tomčičevi smrti kot najstarejši odvetnik je bil tudi predsednik. Samo na hitro lahko seveda čestitke in verjamem, da to vredno branje in da je zelo aktualno, kaže že ta današnja povezava med dvema dogodkoma tukaj v Slovenski matici. Če se spomnite, je pred dnevi magister Židovec Marko objavil poziv odvetnici, sedanji predsedniki Republike, da naj jo v obisku v Rimu skorajšnjem opozorili tudi na to, kar je povedal prijatelj Drago, da revizija oziroma anuliranje sodb prvega tržanskega procesa še ni bilo opravljeno, torej zelo aktualno. Pri nas danes ne vem, ali danes je še dan spomina ali je že objavljeno v uradnem listu. A je objavljena, ampak za dnevo veljave proti današnjim tudi redu, bo morda manj aktualno, ampak odvetniška zbornica bi tudi pri anonimnem procesu ali še kje imela še kaj opraviti, kajti nekaj nota na žalah ne more poiskati grobov, kjer so pokopljeni. Še dve zelo drobni redakcijski, ko je bil omenjen plebiscit v Beneški Sloveniji, pa samo en glas, takrat za Avstrijo je treba seveda vedeti, to bi bil noben plebiscit v sodobnem smislu, to je bila manifestacija z banderami po že opravljenem. Podobno kot v Avstriji, pa radi rečemo, vse vas je 99% glasovalo za Anšlus. Po Anšlusu, takrat so tudi škološki slovenski voditelji, da so postali Führer Gemeinde, Mateja se je zarekla, najbrž tista drobna črne roke je iz januarja 1944, rekla si 41, da ne bi kdo mešal. Ne, o plebiscitu v zadnjem zasedanju Đorđe Bankić, Jure Bankić napisal debelo knjigo, ki dokumentira to, kako je to potekalo zelo ljudsko. Po maši je prišel rožnik, rekel, kdo je proti temu, spravo Italija. En duhovnik je vprašal, če kdo glasuje proti, kaj želi? Absolutno ne, dobro, jaz pa je bil edini primer. Ja, oprostite, zdaj se že začenja naslednji dogodek, ampak oba govornika imata še pravico do kratke replike. Prosim, se imate mikrofon, če bo ta. Ko sem bral to knjigo in ko sem spoznaval udejstvovanje naših kolegov do Krstno Gorici, sem se spomnil rekla, da težki časi ustvarjajo močne ljudi. Močni ljudje so bili in so najbolj še zdaj tam, pa še mogoče kot eni cver. Sem zelo zanimivo, da je, kako so bili neustrašni, tudi v tem, da je Joža Grifan, ki je bil poslanec v času fašizma, da je zahteval ljudi 3 razgovore z Mussolinijem o razmerah v slovenski manjšini v Italiji. To se mi zdi zelo zanimivo. Težko bi povedala že kaj dodala, se povsem strinjam z besedami tega o zavzetosti, zadevnosti primorskih politikov, ki je izjemno navdižujoče. Najlepša hvala vlasti tukaj sogovornikom za zelo lepe besede. Upam, da boste to tudi že objavili. Hvala vsem udeležencem in voščemo dobro nadaljevanje naslednjih pobudi, ki se bo tukaj